poslanko Ružo Tomašič je zanimalo, ali lahko država zakonom uredi pogodbene odnose med posojilojemalci in bankami, če pogodbe vsebujejo nepoštene pogoje. Iz odgovora Evropske komisije, ki ga je podpisal izvršni predsednik Valdis Dombrovskis, izhaja, da je treba ravnati, kot da nepošteno pogodbeno določilo ne obstaja, zato ne more vplivati na potrošnike. Ti morajo biti v enakem pravnem in dejanskem razmerju, kot bi bili, če to določilo ne bi obstajalo. To pomeni, da ima država pravico, da nepoštene pogodbene odnose med potrošniki in bankami uredi z ločenim zakonom. Podobno vprašanje je nekaj mesecev pred tem Evropski komisiji postavil tudi poslanec Sabora Goran Aleksić. Septembra je prejel odgovor. Hrvatska ima pravo zakonom urediti nepoštene ugovorne odnose između trgovca, u ovom slučaju to je banka, i potrošača. Pa sve do toga da Hrvatska ima pravo zakonom obeštetiti potrošače. Prema tome, svaka zemlja članica Europske unije, Hrvatska, Slovenija, bilo koja zemlja ima pravo posebnim zakonom regulirati nepoštene ugovorne odnose između potrošača i banaka. Slovensko združenje Frank je konec januarja pri Evropski komisiji vložilo pritožbo zoper Republiko Slovenijo zaradi neizpolnjevanja evropskega prava. Vrhovno sodišče pa je medtem izdalo že 6. sodbo v prid bankam. Vrhovno sodišče slovensko še vedno vztraja na stališču, da banke ne rabijo pojasniti vseh tveganj kreditojemalcem, medtem ko z tednom dni zamika prihaja sodba francoskega sodišča v kazenskem primeru, ker je banka obsojena v kazenskem postopku za kršitev ravno te iste pojasnilne dolžnosti, torej da ni opozorila kreditojemalcev na tveganje. Tam so banke kaznovane tudi z 10 do 20 tisoč evri odškodnine po posameznem kreditojemalcu, plus finančno škodo morajo povrniti v celoti. V združenju Frank so odločeni, da bodo šli do konca, če bo treba tudi na Evropsko sodišče. Nažalost, če se bo to resnično zgodilo, bodo sodišča kriva za to, da bo država in davkoplačevalci plačali za to, kar so banke povzročile. Ja ne razumijem vaš Vrhovni sud, ali se nadam i vjerujem da će Ustavni sud sve to vratiti natrag i da će to onda biti kod vas sve u redu, jer ako to ne bude tako, onda što reći za slovenski sud, nego da je to nekakvi sud koji ne spada u Europsku uniju. Konec marca naj bi prek državnega sveta vnovič vložili zakonski predlog za konverzijo posojil v frankih. Nas pa skrbi predvsem, recimo dobili smo informacije, sicer nepotrjene in neuradne, anonimne, da bi naj banke ustanovile podjetje, preko katerega poskušajo z osebnimi pritiski na predstavnike Združenja Frank. Tako da vse te zgodbe, ko povezujemo ravnanje sodišč, ki se nam zdi v nasprotju z pravom Evropske unije, in takšne informacije o pritiskih nam kar vzbujajo neko nelagodje.